A veš, ker iX3 je tisti avto, ki obljublja, da boš lahko po avtocesti vozil brez težav 130 na uro in prevozil 500 km. Živijo, kako je pa tebi ime? Felix piše. Felix, a si ti tudi prišel pogledati novega BMW? Malo drugače sem planiral začetek tega videa, ampak 5. september 2025 je bil za znamko BMW en tak zelo pomemben datum. A veš, tisti dan so Bavarci predstavili en izjemno pomemben avtomobil in ga poimenovali BMW iX3 in mu zraven pripeli dve, mogoče celo malo sporni besedi. Neue Klasse. Nazadnje je avtomobilski svet za ta izraz ob neki premieri slišal leta 1962, ko je BMW takrat predstavil ravno tako prelomenega 1500. Avto, ki je za BMW spremenil vse. Gost tiste svetovne premiere sem bil tudi jaz in takrat sem se na tako imenovanega prelomenega novinca odzval takole. Moram priznati, da spominja svojo obliko in prezenco prav zares na malo ima stare šole vse, ki pride do dizajna, pa ne vem točno povedati, kaj so tisti detajli, ki to povzročijo. Zdi se mi, všeč mi je, da ni preveč kantast. Poglej, kakšno spremembo je BMW upeljal pri dizajnu na splošno, pri žarometih. Tale zadnji konc je fejst markanten in moram reči, da mi je všeč, pa čeprav nisem fan ekstremno velikih luči. Vesel sem, da sta ledvički razmeroma majhni in pokončni, ampak morate pa vzeti upoštev še eno stvar. To je res, da je to Neue Klasse, nov obraz, ampak za linijo SUV-jev. Kdor malo spremlja BMW-jev razvoj te sodobne Neue Klasse, dobro ve, da bodo imeli pa kupeji čist drugačen obraz ali pa podoben, ampak z drugače oblikovanimi ledvičkami, ki bodo pa stisnjene skupaj in bistveno daljše in se bodo, se mi zdi, da tudi na nek način povezovale z žarometi. Je en tak pridih ene svežine v tem avtomobilu, tako da se veselim smer, v katero se je BMW obrnil, ne samo pri električnih vozilih, tudi pri hibridih, ki še naprej ostajajo temeljni del BMW ponudbe. Tako fajn, zanimivo, no? In takrat me je v resnici samo še Ferbec matral, kako se pa zdaj ta avto pelje, ker vozne lastnosti so pa vedno pomenile neko zdravo izhodišče za to, da je BMW ta prav BMW. Zdaj ga imam pa tukaj, dajmo ga pogledati. Torej, zdaj ga prvič vidim, dajmo reči temu vmesu v divjini, pod naravno svetlobo. Zato, ker vsi dobro vemo, da videti avto pod reflektorji na predstavitvi na salonu je ena reč, takole v živo pa čist druga. Ok, dost teorije. Sem prišel zato, da primem za volan, da vidim, če vse to, kar BMW trdi o novem iX3, v resnici res. Welcome to Malaga. Welcome to the European media launch of the all-new BMW iX3. Dobro jutro. Pripravlja se k nevihti, ampak nič hudega. Avto čaka, pejmo en krog. Poglej, BMW je pripravil en lep pušelc, moramo se zmeniti, kdo bo zapeljal katerega. Imamo pa tukaj M-Sport oziroma Sport opremo. Pri teh razlikah glede opreme se najbolj opaz, ko pogledaš za volan. Volan je mimogrede ena izmed spornih točk tega avtomobila, zato ker so naredili to od 4-krakega s krakom, ki je spredi po konc pred voznikom. A veš, ker BMW z voznikom ne komunicira na ustaljen način, ampak prek tako imenovanega panoramic vision pomeni, da je tisti del nasprot oziroma takoj za volanom frej, zato so tja prečko postavili. Ampak ta prečka se ne pojavi pri vseh opremah, pri vseh volanih. Se bom razložil. This one? Ok, good, thank you. Tole, kar vidite, je 520 litrov. Res imam res precej majhen kovček, zato ga bo prtljažnik kar pogotnil, ne? Ampak tako malo, da si lahko predstavljate. Pa mogoče še preden stopimo v kabino. Kljuke so potopne, to se pravi, se pomaknejo ven iz karoserije in hecno, ko sem prvič odprl vrata, sem pričakoval, da se bo kljuka ful premaknila, ampak v resnici, ko potegneš, je prvič potreben samo droben poteg. Občutek je malo nenavaden, ampak dober, tak solid. Poglej takole. Kakšna ambientalna osvetlitev, stari. Ok,
To je ta volanska prečka, o kateri sem govoril, ki je nenavadna, ampak ker tukaj neposredno pred mano ni nobenih številk, lahko ona tukaj živi. Sam pač Borut je zravi autofokus. Midva, če so čisto iskrena, nama tale prečka ni najbolj všeč. Malo je odveč mogoče. Ja, malo je nenavadna, ziher je to za prvaditi. Sicer pa občutek v tej kabini je tudi malo nenavaden, ampak meni osebno se to ne zdi slaba stvar. Začne se že z obliko vmesnika. Običajno, ko imamo opravka z armaturnimi ploščami, vlada tukaj vsaj pri obliki zaslona neka simetrija. Tukaj je BMW šel čisto v kontrasmer, kar se mi zdi fino. Sicer smo se pa včeraj s tem vmesnikom že ukvarjali, preverjali. Kar se tiče same preglednosti, nisem zaznal vsaj na prvi kontakt nobenih takih težav. Ni 5 minut, odkar smo zapustili hotel in sem volan prepustil, dajmo reči, delno avtonomni vožnji, tako imenovanemu assisted drivingu. V tem trenutku me avto že opozarja z lučkami in zvočnimi signali, da naj spet primem volan. Moram pa reči, da sistem deluje zares, prvi občutek je odličen in seveda tudi avto sproti pazi na vse hitrostne omejitve, ko pride na vrsto rondo, zmanjša hitrost in jo po izhodu iz rondoja spet poveča. Zdaj pa že 2 rumeni oziroma oranžni lučki na volanu, primem volan. Zdi se mi, da sistem deluje precej neintruzivno, je to sploh slovenska beseda, nevsiljivo, in to je to. Drugače pa prvi občutek, avto tehta 2,4 tone. Zares se peljemo počas, ampak občutek je tak lahkoten, prijeten. Zdaj pa jaz tole izklopil, ko vidim, da tudi ko imam roke na volanu, on pomaga. Zdaj pa čist moj. Tako, v resnici najslabše možne razmere, ampak tudi to je okej. Vozimo po ovinkasti cesti, za nama z Borutom je v tem trenutku, dajmo reči, 30-40 km na podobni podlagi. In jaz sem, ni 5 minut nazaj, Borutu rekel, da kar malo ne morem verjeti, kakšen občutek dobim izpod volana, glede odzivnosti, neposrednosti, pa tudi izpod vozja. In potem sem se spomnil na pogovor z glavnim inženirjem pri BMW-ju, ki je odgovoren za driving dynamics, torej za vozno dinamiko. Pa je rekel, vsi pravijo za električne avtomobile, sej s temi avti je lahko delati, ker baterija je v podnu, težišče je nizko, pa se pa avti kar avtomatično dobro peljejo, v resnici je pa glih kontra. Ti imaš tolikene mase, ki moraš ti z vzmetenjem nadzorovati, in to je bil v resnici njihov največji zalogaj. In zdaj, ko delam prve kilometre tukaj v zaledju Malage, moram priznati, da sem presenečen, ampak kar malo navdušen. Ta avto tehta 2 tone 400 ali pa tam nekje, težek je. Ampak občutek imam pa, ko se peljem, pa ne gremo zdaj v smrt, ne gremo na ful na športno, občutek imam, da tehta pa tono 800. BMW je s tem avtomobilom zares premaknil letvico navzgor. In dejstvo je, da je do tega trenutka iX3 prepričal bolj, kot sem upal pričakovati. Čist zares. Samo da sem šel ven, pa je dež začel. Jaz sem pa pogledal, če je tle kakšen razgled, če so že take lepe skale. Samo da nam odletu. A imamo kaj za videti? Bolj malo. Jaz jim čisto po pravici povedal, ki je BMW rekel, da bo na podlagi tega, kaj so pripravili v povezavi s iX3, da bodo v osnovi ta oblikovni jezik pa vso tehnološko podporo, vključno s platformo, v naslednjih 3 letih posvojili pri 40 novih avtomobilih, sem ratal kar malo nervozen, ker to v resnici pomeni samo to, da če tale avto ni dober, potem bo imel vseh tistih 40 BMW-jev, ki prihajajo v naslednjih parih letih, velik problem. Zato mi moram priznati, ne samo z vidika avtomobilskega novinarja, ki zelo ceni znamko, njeno preteklost, pa vse, kar je BMW prinesel k igri v zadnjih 100 letih, tudi z vidika vozniškega entuzijasta mi zares ni bilo vseeno, kako se bo ta avto odrezal. In pri voznih lastnostih smo že razpucali. Ne vem, če sem že kdaj peljal električen avto, ki se bolj špele. Mogoče Rimac ne vera, ampak to je čist drug level. Zdi se mi pa prav, da vse še enkrat ponovimo. Malo o pogonu in o ostalih stvarih, ki so zares zelo pomembne. Okay. Could you tell me what the consumption is? The average electric consumption since the last manual reset is 19.6 kilowatt hours per 100 kilometers. Borutom sva vozila po zanimivih cestah. Zelo v zadnjem delu, ki ni več toliko dež padel, sva peljala tudi precej hitro. In povprečna poraba dobrih 19 kWh na 100 km se mi zdi več kot sprejemljiva. Zdaj pa, ker smo že pri zmogljivostih, pri pogonu. Za začetek, BMW se hvali z izjemnim dosegom
navajajo številko 805 km. Zdaj pa eno so številke proizvajalca, drugo je pa praksa, pa realnost. Ampak, kolikor zdaj kaže, s tem avtomobilom ne bi smel biti problem narediti 700, zagotovo, če bi pelil umerjeno, pa če bi se zadržal pretežno v urbanih okoljih. To je orang podatek. Kaj moraš pa še vedeti? Vse skupaj omogoča ogromna kapaciteta baterije, dobrih 108 kWh. In seveda tudi, ker je infrastrukturno izjemno zmogljiv, 800-voltna napeljava, mu to v teoriji omogoča polnjenje s hitrostjo 400 kW/h. Samo te številke jaz tako jemljem malo z rezervo. Mislim, to morajo biti popolni pogoji in resnici na ljubo večina ljudi bo ta avto polnila doma ali pa v službi. Tam pa toliko hitrih polnilnic ni. Mislim, imamo sploh kakšno v Sloveniji, ki zna toliko potegniti. In če sem čisto iskren, komi čakam, da pride ta avto na test, da si vzamem čas in preverim, a drži tudi podatek. Po tem trenutku verjamem, da bi to znali držati. A veš, ker iX3 je tisti avto, ki obljublja, da boš lahko po avtocesti vozil brez težav 130 na uro in prevozil vsaj 500 km. Pa da not rekli, da zapostavljam tiste klasične podatke, sistemska moč, koliko je 350 kW, tam je 470 konjev, no, malo manj kot 5 do 100, pa navora kolikor čas za 650 km. Skratka, avto se zgane, ni pa bliskovito hiter kot kakšna Tesla, ampak se mi zdi, da to itak butast, stari. Ti pospeški hiter ratajo nekaj, na kar se navadiš in pol v resnici na koncu hočeš imeti avto, ki je celostno dober, ne pa v enem segmentu ful, ostalo pa bolj tako. Zdaj je pa čas za kabino. Poleg nenavadno oblikovanega zaslona tukaj na sredini, kaj je jasno v prvem trenutku, ko prideš v kokpit tega avtomobila? Za začetek, materiali ne samo, da so zares dobri, avto je sestavljen noro dobro. Porabniška izkušnja pa pri BMW-ju so včeraj poudarjali, da ta avto neverjetno dobro sodeluje z voznikom. Po vozni plati lahko to samo potrdim, ne samo kako fedri delajo. Jaz v zadnjih 30 km ne vem, če sem enkrat na bremzo stisnil. In ni bil to nek tečen proces, ker sem si mislil, pa ne ti zame voziti, jaz hočem voziti. Jaz sem vozil, on mi je pomagal in jaz sem bil s tem zadovoljen. In to je krasen obet. In potem stopimo iz avta, pa se z Matejem, z volana, Matej Mihinjač, se sam pogledava, pa so se sam zasmejala in rekel, stari, a si ti razmišljal, da če se ta avto tako dobro pele, kako se bo pelala šele ta nova trojka? A veš, in če smo zdaj z dosegom rešili še vozne lastnosti, da nimaš ti feelinga, da voziš 8 ton enega betona, da imaš občutek, da voziš lahkoten avto, pa smo pa že nekaj naredili, pa smo pa dejansko na ta pravi poti. Pa še ene stvari bi se rad dotaknil. A vidiš vse te podatke na vrhu armaturne plošče? Gre za sistem, ki ga BMW imenuje Panorama Vision. Kupenih podatkov se ti izriše, vse skupaj se da pa nastaviti z največjo lahkoto. Dovolj mi, da ti pokažem. Poglej, v meniju zbereš Panoramic Vision, Configure in tukaj imaš vse, kar lahko zapelješ tja gor oziroma sem gor. Vidiš, to se da lahko tudi odstraniti ali pa sam preprosto zamenjati. To pa narediš to, da ne vem, kaj ćemo gledati. Dajmo vzeti nadmorsko višino, recimo, da ti je to noro pomemben. Pa sam prestaviš na tole mesto in se bo tjale postavila, a si jo videl. In vse, kar želiš, da se pojavi tam gor, boš lepo zagrabil tukaj spodaj in tja gor tudi odpeljal. Lažje zares ne gre, pa moram priznati, da ko sem jaz ta avto prvič videl v Münchnu 5. septembra, da sem bil skeptičen, zato ker sem si mislil, pa dober, koliko zaslonov še, zakaj mi daješ na metru dolžine 100.000 podatkov? A to res rabimo? Ker jaz sem tisti voznik, ki pravi tudi že, da head-up display, če je to preširok čez cesto napisan, da me to že malo moti, pa si doskrat kar skenslam. In moj odnos do Panoramic Visiona je bil v osnovi odklonilen, zato ker pač le koliko na širok je to zapisan. Zdaj sem pa naredil par kilometrov in meni je pomemben to, da me kot voznika to ne moti in obenem ne pozab, to so tudi podatki, ki prav pridejo osebi, ki sedi tukaj, torej sovozniku. Tako, zdaj pa imamo pa še v drugo vrsto, mimogrede vrata odpira električen signal, takole. Če bi se pa slučajno kaj zapletli, pa bog ne daj, da se vrata ne bi mogla odpreti, pa vedno lahko tole spremeniš v klasično kljuko. Enač, v drugo vrsto se je treba usedeti. Poglej, jaz sem se usedel za sabo, placa imam pa, to je švonk 20 cm. To ni malo. No tako, testna vožnja zaključena, prevozili smo dobrih 200 km, dajmo nekaj vprašati. What's the consumption
The average electric consumption since the last manual reset is 18.1 kWh per 100 km. BMW obljublja sicer povprečno porabo 15 kWh na 100 km in to je podatek, ki mu verjamem. Današnja vožnja je bila malo počasna, veliko hitra, tudi dinamična. Peljali smo se, skozi smo dali veliko različnih režimov vožnje. Pa pogled, tukaj imamo krasen prikaz električnih porabnikov. Pogonski sklop je ponudil za švok 82%, vsa elektronka za 6%, klima naprava pa 12,1%. Tako, za konec pa potegnemo še črto. Obljube o porabi očitno držijo, sicer bi mogoče ne dal še roko v ogenj, dokler avto ne pride na test, pa da vidimo, če gremo na avtocesto, koliko kilometrov uspe prevoziti. Ta podatek ne bo nepomemben, ker je to ena izmed glavnih stvari, ki jih seveda očitate električnim avtomobilom, ampak glede na to, da BMW navaja porabo oziroma doseg 800 km, jaz trdno verjamem, da 700 bi morali iti brez težav, 130 po avtocesti, pa da vidimo, če spravimo noter 500. Ostane nam pa še cena. Vse skupaj se pri iX3 začne pri 69.900. Zdaj, ne vem, katero referenčno točko bi ti postavil, da bi mogoče lahko malo to v kontekstu vzel. Če recimo v Primež vzamemo tega v primerjavi z BMW X3, pa če vzameš enega, dajmo reči, orang dizla s dobrimi 300 konji, smo s ceno tam. Je pa res, da pri iX3 je vstopna cena švok 70 jurjev, pri X3 je pa vsem dosti nižji, mislim, da dobrih 60, če se ne motim. Pa veš česa, se še nisem dotaknil, njegove pameti. Se mi zdi, da je to, da bi se pa vlog moral zdaj kar naenkrat še za enkrat podaljšati. Njegova osnovna, glavna krmilna enota, ki je mimogrede BMW poimenoval Heart of Joy, torej na vsak način tudi pri elektriki hočejo pušati emocije. Kar se pa samih sistemov po učinkovitosti tiče, zares drži, da avto sodeluje z voznikom na nevsiljiv način. One pedal driving je standard pri tem avtomobilu, ne vem, kolikrat sem danes bremzo pritisnil, pa ni bilo velikrat. Sistemi, ki vozniku pomagajo, vse skupaj je zares dobro narejen, seveda eni delujejo samo recimo v Nemčiji, recimo sistem, ki, če so pogoji izpolnjeni, si na avtocesti, pa samo pogledaš v tale v špegu, vidiš, da je frejt, je to za avto signal, da lahko vozilo pred sabo prehiti povsem avtonomno, torej samo od sebe. In če moram potegniti črto pod vse, kar sem se danes naučil in doživel v povezavi z novim iX3, vključno s tem, kaj ponuja kabina, vmesnik, pa udobje, obljube o dosegu, učinkovitosti in tako naprej, ne morem v resnici reči nič drugega kot to, da je BMW uspel narediti zares dober avto. Drznem si celo reči odličen, kar celostno in v vseh pogledih. Sem mislil, da se bo leto 2025 zame zaključilo, da bom rekel, da je bil najboljši električen avto, ki sem ga letos peljal, Audi Q5, pa še kakšen Audi mogoče. Ampak to, kar je pripravil BMW, je, si upam trditi, raven više, ki pride do vožnje. Bravo, BMW. Enač, to je to. Lepo se imejte. Ajde, čau.